zelo težko tujci vložijo v slovenske start-up podjetja in posledično jih moramo seliti ven. Ko jih mi preselimo, niso več slovenske start-upi, so pa slovenske ekipe. Tako da cel kup nekih takih izzivov, da ne omenjamo, da nimamo davčnih spodbud za vlagatelja. Ne? Pa jaz vedno pol naletim na odgovor, ja, pa se že tako imate denar, zdaj hočete pa še manj davke plačevati. To je čisto napačno razumevanje oziroma nepoznavanje tega sveta. Namreč vsak vlagatelj namesto, zdaj tako bomo zelo posplošila, namesto si kupi jahto ali pa eno novo hišo, vloži ta denar v startup podjetje. Mi smo ta denar že tako plačali davek, zato ker smo ga dobili z nekega izhoda iz naložbe. Damo ga v novo slovensko podjetje. To slovensko podjetje ustvari delovna mesta, plačuje davke. In če je dobro, tudi potem iz tega podjetja naredimo izhod, pa spet plačamo davek in ga reinvestiramo. Se pravi, to, kar delajo Angleži, to, kar delajo Nemci, to, kar delajo konec koncev Francozi, tudi Italijani od oktobra 2025, so te spodbude za vlagatelje. Namreč zgodilo bi se, da bi imeli bistveno več podjetnikov, ki so danes uspešni podjetniki, ki bi del nekega svojega denarja temu namenili. Ker to je vedno pravilo razpršenosti. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Zdravo, dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Tako malce nasmejano že začenjamo, sedaj vzdušje v studiu se je ogrelo, še predno smo vklopili kamere, ampak tako je tudi prav, da ne pozabimo, seveda ne pozabite nas poslediti, da ne boste zamudili naslednje epizode, sicer pa nas spremljate na vseh platformah, na Spotifyju, YouTubeu in na Apple Podcasts, komentirajte, všečkajte, predlagajte tudi, koga bi še želeli videti v tem studiu in se potrudimo, da ga dobimo. Prav posebna epizoda je pred nami, predno razkrijem, kdo je res. Ne bi si mogoče predstavljal, da bomo kdaj imeli Angela v tem studiu, ampak danes je ta trenutek. Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov Slovenije, investitorka, podjetnica, sicer pa tudi zelo aktivna članica slovenske podjetniške in startup skupnosti, ne samo slovenske, tudi širše v regiji. Več bo povedala sama. Nina, zdravo. Čuva. Veš, kaj sem imel problem? Angel, ne? Angel je... Angeline smo mi. Ja, halo. Veš, ker slovenski SSKJ seveda pozna samo moško obliko, ne? Lahko je Angela na nek način, se nekje pojavi, ampak se ne uporablja. Je pa zanimivo, da tudi, ko gledaš Angel, opis te besede je v bistvu izjemno dober človek, navadno ženska. No, evo. Tako da, to je to. To je to. Več ni treba reči. Kak si njo? No, odlično sem, če ne si pa naredim. No. Ampak danes odlično, evo, iz Ljubljane v sončen Maribor. Promet preskočiš? Promet sem preskočila, sem ohranjala zelo dobro voljo, ker sem se veselila, da se bo dolgem času spet vidva. Res je, dolgo se nisva videla, to ne pomeni, da nisva bila vmes v stiku, ampak seveda obveznosti na eni, na drugi strani. A daj mogoče to moment, torej to točka, ko bi potrebovali že leteče avtomobile v bistvu. Ko mi čakam. Se kaj dogaja v tej smeri, ko govorimo o slovenski startup sceni? To je pa težko vprašanje. Verjetno se kaj dogaja, prav, da bi jaz prav vedela, da neka slovenska startup ekipa, se pravi, ne dajmo zdaj tudi razčistiti, kaj je startup, ker to ljudje zelo narobe razumejo. Dajmo na začetku. To je inovativno podjetje. Se pravi, startup je podjetje, ki je zelo inovativno, ki ima inovativen poslovni model, pa predvsem, ki hitro raste, ki ima možnost iz ničelne točke do tega, da se proda podjetje prijeti v roku 5 do 7 let. Se pravi, da je zelo hitreje se giblja. Ne? Zdaj, a imamo mi kakšen startup, ki dela prav leteče vozilo? Težka za odgovoriti. Se pa veliko dogaja na teh področjih, ki bi lahko rekli, da so podkomponente, ki bi nekoč lahko nekaj takega sestavljali. Namreč slovenska scena, startup scena, inovativna scena je zelo močna v deep techu, se pravi v teh globokih tehnologijah, kjer smo Slovenci, pa ne samo Slovenci, tudi širša regija, rečemo ta Balkan, pa Madžarska, pa ta predel osrednje Evrope,
specifično pa balkanski predel, vključno Slovenijo, izredno močni, ko pride do tega inženirskega znanja, inženirskih postopkov, procesov in dejansko pri komercializaciji tega znanja. Ne. Zakaj to poudarjam? Zato, ker smo ena redkih regij, ki se lahko kosa tudi, če to hočete, s tako zelo opevanimi Američani in tako naprej. Zato, ker smo v naši mentaliteti narejeni za zelo reševanje močnih problemov, ne pa naslavljanje lahkih trgov, ne. Kar pomeni, da so naša ta podjetja zelo, zelo natančna, zelo gre v globino, zelo imajo kvalitetno znanje, kvalitetne produkte, kvalitetne storitve in se lahko kosajo in postavljajo bok svetovnim playerjem. Tako da to niso heci. Smo pa na nekaterih področjih tudi v samem vrhu, recimo, ko pride do bioteha, ko pride tudi do določenih stvari v medtehu, se pravi v medicinskih pripomočkih, certificiranih, raznih kirurških postopkih in tako naprej, smo zelo, zelo, zelo močni. Kvantum, ne? Tako da ja. Ampak samo vozila pa ne bi vedela. Čakam. Glej, zagotovo kje in tako kot praviš, kakšne tehnologije, ideje, ne, verjamem, da kje tlijo tudi na tem področju. Sva bova govorila v nadaljevanju tudi o tem, ali bova govorila o samorogih, pa tudi to bova povedala, kaj so, ne, pa seveda, ali bomo dobili v Sloveniji še kakega samoroga in zakaj, morda ne v Sloveniji, ampak slovensko ekipo. Skratka, prijava do tega, ko govoriš o teh segmentih, tehnologijah, to se zdi tako malo oddaljeno, ampak je to danes bliže, kot je bilo nekoč, je bolj mainstreamovsko, kot je bilo, kako se to zajeda v vse pore nekako našega življenja? Jaz bom tako rekla, ne? Vsi vemo, kaj je bil COVID, pa kaj je COVID povzročil. Eno veliko paniko, pa na koncu v bistvu je pokazal pa nekaj, da smo bili sposobni, zdaj govorim kot človeštvo, zelo hitro odreagirati. In dejansko COVID je tem globokim tehnologijam, tako imenovanemu deep techu, naredil zelo veliko uslugo. Če smo mi prej rabili, ne vem, 20-30 let, kakor hočete, dolgo periodo, da smo neko zdravilo potrdili, smo ga mi v času COVID-a bili sposobni narediti, se pravi ustvariti, potrditi, pa dati na trg v enem letu. Slabem, ne? Kaj je to spodbudilo? Ne? Na strani vlagateljev pa ljudi, ki se zavedajo širše problematike ali pa če hočeva geopolitičnega stanja in na drugi strani startup podjetnikov, je povzročilo to, da te ljudje, ki vlagamo ali pa vlagajo, predvsem tisti, ki so res stare družinske zapuščine, kjer imamo tako imenovane family office, ki se to iz roda v rod prenaša, so se začeli spraševati o enem ključnem problemu, kako bomo preživeli. In ta primarni strah se je v bistvu zasidril vse ljudi, ne glede na status. In kaj bomo jedli? Pa a bomo zdravi? Ne? Tiste zelo, zelo, zelo primarne stvari. In to je spodbudilo, da se je kar naenkrat, predvsem v Evropi, začel ta deep tech zelo omenjati, začelo se je močno v njega investirati in kar naenkrat smo dobili določene, če hočeš, rešitve ali pa poligone ali pa platforme, da to sploh se dalo spodbujati. Ne? In je nekje oddaljeno, ampak to se nam dogaja vsak dan. Konec koncev, hrana, ki jo jemo, vse te novosti na tako imenovani plant-based prehrani, se pravi prehrana, ki izhaja iz rastlinskega izvora, ki ima ključno surovino, ki je odporna na vročino, rabi malo vode in tako naprej, ki odgovarja na vse te klimatske spremembe in ki je za človeka kljub vsemu dobro, zato ker uporablja, ne vem, tako kot slovensko podjetje je zelo uspešno Graška, fermentirane recepture, ne, fermentacija je star proces, ki spet prihaja in tako naprej. Združevanje te ljudske modrosti z visoko znanstveno tehnologijo je v bistvu rad odgovor na to. Ne. S tem, da Evropa še zelo, govorim, ne sem Slovenija, Evropa zelo daleč, kar se tiče deep techa kot takega ali pa inovacija. Ne. Zdaj mogoče primerjava z Ameriko, nekateri so na to zelo občutljivi ali pa ljudje, ne, ampak jaz vedno tako rečem, ne, Silicon Valley se ni zgodil za brez veze, je bil odgovor na neko težavo. Ne. In če zdaj tam že 60 let delajo inovacije, ne, pa imajo recimo market cap na tehnologijah 27% oziroma tam nekje 28%, je Evropa, mislim, da blizu 4, nekaj tasga. Kar je zelo velik prepad. Ne.
Ampak so se neke akcije zgodile, tudi spodbujanje na strani venture capital skladov, se pravi skladov za spodbujanje rasti, nekateri temu rečejo tudi skladi tveganega kapitala, ampak to ni pravi dejanski prevod, mi dejansko spodbujamo rast. Razni razpisi v okviru novih Horizon projektov in tako naprej. Se dogaja, ampak v Evropi smo v bistvu prepočasni pri reakcijah. Zato so startup podjetja pomembna, ker lahko hitro reagirajo. Zelo, zelo hitro. Odgovorijo na konkreten problem in ga rešijo. Oziroma imajo rešitve za probleme, ki morda sploh ne vemo, da še obstajajo. Ja, res je. V bistvu, vedno je nek razlog, oziroma se za startupe velja, da začnejo razvijati neke rešitve iz neke lastne bolečine, nekega problema, na katerega so naleteli. V bistvu to ostaja neka osnovna premisa še vedno. To velja tudi zdaj, ko se to vse spreminja. To pomeni, da v bistvu v Evropi imamo še ful potencijala, v bistvu, da to povečamo, ful potencijala za rast. Govoriva bolj na deep techu, ampak na splošno imamo potencijala. Evropa je preveč regulirana. Evropa je v bistvu, zdaj jaz govorim res iz vidika startup podjetnikov, mi dušimo sami sebe, z vsemi temi pravili, z vsemi temi raznimi zakonodajami, uredbami in tako naprej, je za enega startup podjetnika, pa tudi za normalno podjetje v Evropi postalo zelo težko, ker so veliko stvari je namenjenih samih sebi. Kljub temu, da so dobro mišljene, kot recimo, ne vem, koliko je bil GDPR in tako naprej, veliko krat to rata potem operativni problem. Danes pa ti moraš v svetu hitro odreagirati, moraš biti hiter, nimaš se časa s temi stvarmi ukvarjati, pa tudi morda sploh niso pomembne za neko zadevo. Govorimo striktno podjetništvo, govorimo striktno razvoj neke ideje. Ne rečem, da zdaj GDPR ni pomemben, absolutno je in meni je tudi všeč, da jaz vem, kaj kdo počne z mojimi podatki. Ampak da je to na nek tak zelo lean, vitek način narejeno za podjetja, vsa, ne sem startup podjetja. Ker mi pa vidimo, ko se naši startup podjetniki začnejo ukvarjati s tujimi trgi, vse posod so pravila, da se ne bomo narobe razumeli, ampak na določene trge se bistveno lažje vstopi. Hitreje, ceneje, z manj komplikacij in lahko prodajaš, lahko delaš. Pa nas pa to zelo traja, tako da tukaj bomo mogli se malo popraviti, ne Slovenija samo, ampak cela Evropa. Pa se premika v tej smeri, o vitkosti govoriš, to je nek sinonim za startupe. To je sinonim, za startupe. Ma kaj pa vem, mislim, jaz bom tako rekla, da smo v zadnjih 3 letih, namreč jaz tudi delujem v okviru sekcije za startupe in scale-upe, ki je bila v bistvu ravno zato strani nas vseh, ki tam delujemo, ustanovljena, da bomo ratali nek glas, ki se bo boril za to vrstne težave in probal najti neko rešitev skupaj s slovensko vlado, katerakoli pač je. In v bistvu ravno pred novimi volitvami je bila sprejeta slovenska startup strategija. Končno. In to je pomembno. Zakaj? Zato, ker mi v bistvu smo ena redkih držav v Evropi, ki nismo imeli razen tega, da je startup podjetje, mlado podjetje do 5 let, pa da ima 2 zaposlena, teh birokratskih okvirov, definicije startup podjetnika, ki je bistveno širša, kakšen poslovni model ima, koliko ljudi lahko zaposluje. Da so slovenska startup podjetja tudi tista, ki ima morda sedež v tujini, pa doma razvojno enoto, ker dejansko tukaj ves denar ostane, si zinvestiran in tako naprej. Tako da to je izrednega pomena, se pravi, da bi te stvari naprej predstavili. Na drugi strani slovenski DO ni investabilen. Zelo težko tujci vložijo v slovenske startup podjetja in posledično jih moramo seliti ven. Ko jih mi preselimo, niso več slovenske startupi, so pa slovenske ekipe. Tako da cel kup nekih takih izzivov, da ne omenjamo, da nimamo davčnih spodbud za vlagatelja. Pa jaz vedno pol naletim na odgovor, pa se že tako imate denar, zdaj hočete pa še manj davke plačevati. To je čisto napačno razumevanje oziroma nepoznavanje tega sveta. Namreč vsak vlagatelj namesto, zdaj tako bomo zelo posplošila, namesto si kupi jahto ali pa eno novo hišo, vloži ta denar v startup podjetje. Mi smo ta denar že tako plačali davek, zato ker smo ga dobili iz nekega izhoda iz naložbe. Damo ga v novo slovensko podjetje. To slovensko podjetje ustvari delovna mesta, plačuje davke. In če je dobro, tudi potem iz tega podjetja naredimo izhod. Pa spet plačamo davek in ga reinvestiramo. Se pravi,
to, kar delajo Angleži, to, kar delajo Nemci, to, kar delajo konec koncev Francozi, tudi Italijani od oktobra 2025, so te spodbude za vlagatelje. Namreč zgodil bi se, da bi imeli bistveno več podjetnikov, ki so danes uspešni podjetniki, ki bi del nekega svojega denarja temu namenili. Ker to je vedno pravilo razpršenosti. Pa mi tudi ne govorimo to o zneskih, ki so milijonski. To lahko razlagamo lahko rečemo 20.000, 50.000 na leto, 100.000. Stvar preference, predvsem, če si poslovni angel, ker investiraš svoj lastni denar. To je ključno, da bi se začel ta denar vrteti. In v Sloveniji imamo povprečje 41 evrov na državljana denarja, ki se investira v startup podjetje. Estonci so na 1300 plus in tako naprej. Mislim, tukaj je tako velik razkorak med tem, kaj je kultura, kako se spodbuja domače podjetnike, kaj se jim ponudi. A mi res to, kar govorimo, da hočemo slovensko živimo, da imamo te podjetnike doma, da jim omogočimo konec koncev različne runde financiranja, od poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala, skladov za rast, za naslednje faze, konec koncev succession skladov, ki so pač za družinske prevzeme in tako naprej. To je pomembno, da so verige vrednosti narejene in da je okolje, ki spodbuja to. Potem pa bomo lahko startup dežela. Imamo pa vse pogoje za to, ker imamo dobre podjetnike. To je osnova, v bistvu, da imaš sploh kam vlagati. Tako. In s tem spodbudom bi mi tudi tuj kapital pripeljali. Ker slovenski startup podjetniki pa Slovenci v tujini veljamo za zelo spoštovane. Tudi vlagatelji. Mi smo v bistvu bistveno bolj pripravljeni investirati glede na posameznika, se pravi en posameznik, koliko denarja da v povprečju na eno investicijo, kot pa naši severni kolegi iz Baltika, iz nordijskih držav in tako naprej. In to je pomemben faktor. Smo spoštovani, ampak doma recimo pa nimamo še zaenkrat, pa jaz upam, da to zdaj se bo počasi zgodilo, da se bo tudi te stvari zdaj z novimi zakoni sprejele, ker so dejansko pripravljene in usklajene, da bomo omogočili za ta inovativna podjetja bistveno boljše okolje. Ta administrativni okvir res aktivno, ker to spremljam, vem, da že delate leta na tem, zdaj, ko bo to vzpostavljeno, bo verjetno lažje steklo, si predstavljam. Absolutno. Okay. To pomeni, da v bistvu bom jaz lahko svojemu kolegu ali pa kolegici iz, Gruzije, Estonije, če hočete, iz Češke, s kjerkoli rekla, klele je na slovenski startup, baziran v Sloveniji s DOO-jem, slovenskim podjetjem, a prideš zraven, runda je 300.000 evrov, odprtih je še 100.000, a pridete zraven vi angeli. In bojo na lahek postopek lahko ta denar splasirali v slovenski DOO, brez da bi doživljali trame. In veliko, kad se pa zgodi, da meni pa kolegi rečejo, Nina, veš, raje vržem 100.000 evrov skozi okno, pa da investiram v Evropo, ker to je nočna mora. In to se ne sme dogajati. Slovenski startup podjetniki morajo dobiti denar doma, če se le da. Seveda, angeli investiramo na koncu v to, kar nam je všeč, s čim se poistovetimo. Se pravi, vsak ne dobi investicije in to je tudi prav, ker tukaj je selekcija. Ampak narediti moramo pa dobro okolje in to je pomembno. Pa znamo ga, vemo, kaj treba narediti, zdaj moramo samo to še speljati. To je seveda povezano s tem tudi, kar si govorila, da se dogaja, da potem je pa zahteve investitorjev so, da se sedež podjetja preseli iz Slovenije. V bistvu. Običajno v ZDA, v Delaware. Največkrat. Potem na koncu to več ni slovenski startup, je sicer lahko podjetje slovenske ekipe, slovenske ideje. So taki primeri, ko pač na koncu nimamo tega. V bistvu jih je večina, nažalost. Ali pa na srečo, ampak podjetje v Delaware odpreš ti v enem dnevu, počakaš v roku enega tedna, imaš bančni račun in začneš delati. Ne bomo šli v globino, koliko to v Sloveniji traja. Ker ta podjetja nikoli niso enoosebna. Vedno je več ustanovitev, 2, 3, ker mi vlagamo v ekipe. In tam se pa zakomplicira. Pa potem bomo dobili bančni račun. In Bog ne daj, da imamo kakšnega tujca noter. Startup ekipe so pa internacionalne in si želiš, da bi bile. In to pa rata nočna mora. Tako da pri tako zelo mehkih malenkostih se ustavijo stvari. In potem je pač seveda jasen naslednji korak je Delaware ali pa konc koncu UK City. Ali pa tudi Estonija, ampak ni tako, kljub vsemu ni tako hitra izvedba, ampak so tudi primeri, kjer imamo estonske
headquarterje, se pravi glavne sedeže podjetij. Tu recimo zdaj moramo mogoče omeniti tudi Hrvaško, ne? Dobro poznaš razmere tam in oni so na tem področju kar veliko naredili. V bistvu podjetji, ki so tam zrasla, ne, je bistveno več kot pa pri nas recimo. Ja, Hrvaška je v bistvu po generaciji venture capital sklada eno generacijo pred nami. Sicer v Sloveniji je pod inicijativo slovenske, se pravi razvojne banke, SID banke, in njihovo platformo, ki se imenuje Sedžib, zraslo kar nekaj skladov. En od teh je tudi ta naš sklad za tehnološki transfer Vesna, kar je odlično. To je bilo tudi zelo dobro sodelovanje z Hrvaško razvojno banko, ampak Hrvaška kot taka se je zelo pragmatično lotila startup izziva. Z Rimcem pa z Infobipom, ki so bili neki taki sateliti, ki so kovali pot za ta startup podjetja, so v bistvu izkoristili priložnost tega hajpa oziroma tega brbotanja, ki je bil okrog njih, in zelo pragmatično začeli se lotevati teh stvari. Ustanovili sklade, videli, da je problem, da so problem opcije za zaposlene, raziskali, konkretno tudi z nami govorili Slovenci, kaj je najboljši način, dali opcije v roku enega leta potem, ko so se začeli pogovarjati na trg in sproti popravljeni. Oni imajo prave opcije za zaposlene, se pravi, ki so vezane na lastniške deleže in ki se kapitalizirajo ob izhodu. Naše niso dobre. Potem so dali, recimo, je bilo problem davčna ureditev oziroma davčno stanje, ne samo za vlagatelje, ampak nasplošno za podjetja, imajo 10% davek na dobiček. Ja, veliko slovenskih startupov gre posledično na Hrvaško. Pa ne zaradi dobička, ker startup dobička nikoli ne izplačuje, ga karkoli zasluži, pač ponovno vloži naprej in v bistvu strmi k temu, da naredi izhod iz naložbe, se pravi, da proda podjetje. Ampak te pobude so pa spodbudile blazno vlagatelje in zelo veliko denarja se seli na Hrvaško. Zato pa vidimo pol, kako se zgodijo, ne vem, razni borzne najave podjetij in tako naprej, konec koncev tudi obveznice in tako naprej. Tako da Hrvaška je tukaj veliko bolj pragmatična, kot smo mi. In je nas prehitela. Zelo nas je prehitela. Tendence, da bomo šli v to smer, vi seveda skušate z vsemi aktivnostmi odpirati. Želje so velike, da zelo posplošimo, pa pridemo do končno ene rešitve. Ja. Ne vem, iskreno ne vem, kaj naj ti rečem. Jaz se nadejam, da ta startup strategija bo vodila k sprejetju vse te zakonodaje, ki je že usklajena in ki bi bila smiselna za to, da v bistvu naredimo res Slovenijo startup okolje. V bistvu, tako, ker je nekak vizija bila do leta 2030, ker imamo ta potencial. Zelo dobri smo, ne samo, da smo pozicijsko dobri, vemo tudi, kako se tega lotiti. Startupi niso nekaj novega v Sloveniji. Konec koncev poslovni angeli obstajajo od leta 2007. Mi smo ena med najstarejšimi mrežami angelskimi v Evropi. Če so bili evropski angeli ustanovljeni leta 1999, smo bili mi 8 let kasneje. To ni nekaj, kar za zanemariti. Se pravi, pri nas na naših domačih tleh brbota že 18 let. In to je nek lep mejnik. Je pa, jaz upam, da bo to zdaj pomenilo skupaj z vsemi temi spremembami, ki bi bile potrebne, pa pot naprej, da bi se to še bolj spodbudili. Ker ljudje, ki danes izhajajo iz svojih podjetij, ki so uspešni podjetniki, ki so hkrati tudi menedžeri, ki vodijo ta podjetja, sami zdaj že smo prišli tako daleč, da ljudje so toliko izobraženi, pa spremljajo, nas vidijo, se z nami pogovarjajo in tako naprej. Prihaja do tega, da je treba tudi to vertikalo imeti. Na drugi strani je pa to super, zakaj? Zato, ker vsi te ljudje, ko prodajo podjetja, nekaj časa si malo prav spoti parata dolg čas. In se zelo radi startupi ukvarjajo. Nekateri rabijo več pomoči, nekateri zelo malo. Najboljši so tisti, ki nič ne rabijo, ampak včasih može biti če drugega nemoralna podpora. In je to tudi neko tako notranje veselje za te poslovne angele. In jaz upam, da bomo spodbudili in da bo te, če hočeva zakonodajne stvari, naredila neko platformo, da se bo ljudje več odločali za to.
Ne, tako, kad daš v zlato, pa v delnice, ne vem, 10% svojega premoženja daš pa v inovativna podjetja, ne, ki imajo bistveno večje donose, če uspejo. Ne, in, Ampak bistveno večje ja, tveganje. ja, ampak večje seveda. tveganje, ampak tiste, ki pospejo, so pa donosi neprimerljivi temu, kar imaš na drugi strani. Ne. In zato pršiš, zato ne daš v eno naložbo, narediš jih več z manjšimi zneski. Da pa še to mogoče bo seveda zanimivo za nekoga, ki ne ve, pa to angelski investitorji, v čem ste tako zelo drugačni od investitorjev, sicer pa tudi od VC-jev, skladov, Okay. kapitala, pojasniva in pa boš seveda povedala tudi, število angelov raste v Sloveniji. Kak je tipičen profil, ampak da vam mogoče malo ta distinkcija. Se pravi, v tej vrednostni verigi vlaganja imamo poslovne angele, potem imamo venture capital, se pravi sklade za spodbujanje rasti, pa so pol private equity, pa so pol lahko tudi znotraj tega tudi kakšni drugi skladi, recimo tako, kot imamo pri nas v Sloveniji za družinske prenose in tako naprej. To je taka najbolj splošna. Ne? Ja. Zdaj, poslovni angeli smo posamezniki. To smo fizične osebe, ki vlagamo bodi si kot fizične osebe, bodi si skozi svoja podjetja, svoj denar, svoj presežek denarja. Nekateri to počnejo zato, ker so prodali svoje podjetja, pa imajo denar, nekateri pa počnejo to iz poslovanja podjetja, zato ker so dobri pri svojem poslu. In s tem spremljajo, kaj se na trgu dogaja, kakšne so inovacije, ki tudi nekateri to kombinirajo s svojim obstoječim poslom in je to dobro, zato ker pridajo do znanja, ki je na trgu. Vlagamo po lastnih preferencah, se pravi, da toliko denarja, kot sam želiš, kot veš, da ga lahko daš, v startup, ki ti je všeč, s katerim se poistovetiš, brez kakršnih koli prisil, da bi moral toliko dati kamorkoli, se pravi, se odločiš po lastnih preferencah. Potem imamo venture capital sklade. To so organizirano menedžeriranje denarja tistih, ki sklad vodijo in ostalih vlagateljev, ki so se pridružili. Namreč ljudje, ekipa sklada, ki ga vodi, je prva, ki da denar na mizo, svoj lasten denar, potem pa druge vlagatelje povabi, da prispevajo zraven in vložijo v sklad in potem ta ekipa menedžerira denar vseh, tudi svoj, in ga po politiki, ki jo je že prej napovedala, vlaga v točno dediciran tip podjetij. V našem primeru so to deep tech podjetja, ki imajo tehnološki transfer. Se pravi, karkoli izhaja iz znanstveno-raziskovalnih ustanov, bodi si javnih ali zasebnih, in ima možnost komercializacije. In seveda Slovenija ali Hrvaška. To je pri nas, so to investicijske teze. Ne? To je bilo za nas Ko govorijo o vesni. Tako, ker je to sklad. Ja. Medtem ko angel pa lahko enkrat vloži v, če hočete, v piškote, drugič v globoko tehnologijo cyber security, tretjič v kozmetiko, ni pomembno. To je ta razlika. Se pravi, ko prijemo pa do skladov, so pa to organizirani profesionalni inštrumenti menedžeriranja denarja, najprej sebe, svojega, potem pa še ostalih, ki se ti pridružijo. Ti sediš tu na 2 stolih, recimo, Ja. če tako rečemo. Ne? Kak je to osebni izziv, recimo, ne? Kak handlati eno, drugo, kak se odločati, imaš tu neke dileme? Ne, ker to meni ni izziv. Tako bom rekla, jaz pa sedim na en stol, so poslovni angeli Slovenije, drugi stol je pa sklad Vesna. Moj fokus je na skladu Vesna, ker je to kompleksna organizacija, je le 50+ milijonski sklad, ampak delo oziroma narava poslovnih angelov izredno dobro sovpada s tem, kar sklad rabi. Tako da v bistvu angeli imajo strukturo, imamo ekipo, imamo tudi člane, ki vsako leto rastejo. Stvari so zelo jasne, tudi aktivnosti, in zelo močno se to povezuje s skladom. Zelo veliko angelov je tudi vlagateljev v sklade. To je naravna pot poslovnega angela. Investiraš sam, pa investiraš tudi kot vlagatelj v sklade. In tako tudi pršiš. Tako da jaz tukaj nimam izzivov, jaz to obožujem, kar počnem. Je zelo veliko, seveda, na momente je to, marsikdo me vpraša, od kje, kako. Ja. Ampak jaz v tem uživam, meni je to je moj svet. Tako da nimam težav s tem in tudi stvari so tako, imam res in moram javno pohvaliti, imam vrhunsko ekipo, tako na skladu, kot tudi na poslovnih angelih, ljudi, ki prvič razumejo mene, pa moj postulat, kako jaz funkcioniram, drugič jaz njih,
kjer smo v bistvu skozi ta leta zgradili res dobre odnose, da včasih še sestanka ne rabimo, pa vse vemo, kaj treba narediti, in kar se v bistvu tudi rezultira v dobrih rezultatih. Ne samo v številkah, ampak tudi v narejenih stvarih, v koncu ugledu, prepoznavnosti in tako naprej. Tako da, a lahko še povem, tako da Maja, Jan, Paulina, Dalibor, Srdža, Tin, Karlo, evo, Debes, so pa še par naših študentov, Črt, a sem še koga, pa Karla Pola, evo, zdaj sem pa, mislim, da počasi vse pa če se komu nisem zahvala, evo, zahvala. Zdaj je to, ja. Ampak ne, res, vse te stvari vedno to je tako, nikoli nisi v teh stvarih sam, jaz vem, kaj želim, jaz vem, kaj sem zmožna, jaz sem blazen executor, ampak jaz vem, da rabim za to imeti dobre ljudi okrog sebe in močan si to, ker imaš dobro ekipo zadnja, ne. Predvsem se pa držim enega pravila, da se obkrožam s pametnejšim od sebe, že celo življenje. Se pravi, moja kvaliteta, da znam prepoznati, znam vohati denar, vem, kje so dobre stvari, da znam pa prepoznati, kje je posameznik lahko zelo dober in naj bo tam kar najboljši, ker smo pa skupaj močnejši. Tako da se te filozofije zelo močno držim in mislim, da dobro deluje, ker potem tudi vsak najde svojo neko to mesto pod soncem, kjer lahko pokažejo, kje so dobri. Tako da malo drugače funkcioniram kot tipičen Slovenc, no, iskreno. Ta je dobra. To mi je dobra sočnica, znam vohati denar, ne. To so drugi rekli, ne jaz. Ampak zdaj sem to citirala. Nikakor, to v mojem najboljšem pomenu te besede, absolutno, ne. Ker to seveda lahko je denar tudi sinonim za priložnosti, ki ustvarijo potem na koncu ta denar, ne. To sem predvsem tako razbral, ampak dve stočnici iz tega, ali moraš imeti dober nos, seveda to se nekako samo odgovarja kot investitor, kako si ti ta nos razvila, ali se s tem nekako rodiš v bistvu. To se mi zdi pa verjetno, ker je vendar le malo sentimenta zraven, denar je tudi sinonim za nekaj, kar zaznaš, ali ekipo začutiš, ali neka rešitev, ki ti je blizu, verjetno to, ne. Ja. V bistvu to voha denar pomeni, da znaš priložnosti prepoznati. Pa jaz verjamem, da je še mnogo kateri bistveno boljši v tem, ampak v tem našem svetu tudi koncu tako, da znaš zvohati, kjer so ta pravi ljudje, s katerimi se povezati, da priješ do nečesa, kar rabiš, ali pa kad je cilj čisto za nekaj drugega. Ne? Tako da denar je pa posledica vedno tega, ne, kar delaš. Ta nos, če ga razviješ, ta gut feeling, ki si ga omenil. Ma kaj pa vem, jaz mislim, da jaz osebno, da to imamo ženske v osnovi bolj razvito. Jaz osebno mislim, da sem ene dvakrat šla skozi ta svoj gut feeling, kar se tiče ekipe, in obakrat sem sama sebi dokazala, da sem imela, da je imel moj gut feeling prav in da se nisem poslušala. Provala si pa še drugače malo. Ja, ker greš malo z razumom, pa tudi malo v bistvu polja, pa to je potencial, pa tako tržni trendi kaže, pa tako naprej. V bistvu pa na koncu, bom jaz tako rekla, jaz mislim, da to imaš v sebi. Predvsem pa pri tem načinu vlaganja, ki mi delamo, je pa tako, da moraš tudi malo biti zdravega risk takerja. Brez tega ni. In to je tudi ta, da v bistvu včasih malo več zaupaš, kot bi. Moraš, ker dejansko ti vložiš v ljudi. In te ljudje v bistvu naredijo dobro podjetje, uspešno. Najboljši produkti ne pomaga, če ni ta prava ekipa zadaj. Zato je ta klišejevski vlagamo v najboljše ljudi, ampak dejansko je to res, ne. Ta gut feeling je pa tako, ne, zato tudi s temi ljudmi smo malo več ukvarjamo, ne, ker to je tako kot pri zaljubljenosti, ne, mesec, dva še lahko mrske fejkaš, pa ne moš več, ne. Tako isto je s temi founderja, ne, mi preživimo kar nekaj časa skupaj in zelo hitro vidiš, kako jih isto stvar vprašaš ob različnih priložnostih, pač noben ni neumen, zelo hitro vidiš, a je to res ali ne, a so ti povedali neke stvari zato, ker so menili, da jih ti želiš slišati, a stojijo za tem, kar govorijo, a stojijo za to svojo idejo, koliko so pripravljeni za njo narediti, ne? Ker na koncu mi damo nek denar pa pomoč, mi smo tako imenovan smart money, pametni denar, ne? Ampak na koncu damo njim upravljati svoj denar, ne? In na njih je, da iz tega naredijo nek ta mali čudež, ne? Zato je pomembno, komu ta denar daš, ne? Seveda se tudi opečeš, ampak to je tako, kot v življenju, sej greš naprej, se pobereš in greš naprej, ne? Ampak jaz mislim tako, no, da jaz sem se naučila, da papir prenese vse,
Da niso samo te projekcije pa tako naprej, ampak da predvsem je pomembno, da zgradiš ta odnos s človekom, v katerega investiraš. In ta odnos mora biti pošten, transparenten na obeh straneh, ker tiste pogodbe, ki podpisujemo, so tako vredne, kot ljudje zadnji, ki stisnejo roko. Tako da mislim, da je to pomembno. Predvsem se moram, jaz se moram dobro počutiti, da temu, ki sem v njega investirala, s tem človekom se jaz lahko usedem v avto, pa pelem 16 ur, ne vem, v Düsseldorf, Frankfurt, pa ko ven stopam, sicer smo fajn zmatrani, ampak smo se imeli dobro. In to pomeni, da ker mi se poročimo s predporočno pogodbo, ko investiramo, tudi vemo, da bomo šli slej ko prej iz podjetja ven. Ja, to mora biti fun, ne more biti zabava, ne more biti to, ne boš dal nikoli denarja v nekoga, ki ga že organsko ne moreš videti, žal. So pa tudi ljudje, ki so lahko zelo dobri, ampak ne prideš skupaj, ker smo si karakterno različni. Pa zdaj ne govorim za sebe, govorim na splošno. Tako da v bistvu zato ta izjava zelo drži, da pač vlagamo res v ljudi. Po posledica seveda je pa produkt pa vse normalno, ampak en dober ustanovitelj, ki je res z vso svojo bitjo pri tej stvari, bo tudi stokrat, ko bojo problemi na trgu, pivotiral, najdu rešitev. Tisti, ki pa recimo imamo pa zelo dobre ustanovitelje, tako imenovane founderje, ki pa imajo dobro stvar, ampak imajo ego, so trmasti in so bolj pametni kot trg. Kljub temu, da trg neki da odziv, ne posluša. Ja, tak je pa problem za investirati, zato ker pač bo na mestu. In pač ti veš, da si že denar izgubil, ker pač jaz zdaj moram čakati 5 let, da iz tega denarja nekaj rata. In upam, da nekaj rata. Na koncu je to biznis. Ker si rekel, zdaj upam, seveda, je to tako, da vsak dan malo grizeš nohte. Ne, pozabiš. Z dnem, ko podpišeš in nakažeš denar, pozabiš. Tukaj je itak poslovna higiena, vsi ti start-up podjetniki nam poročajo, to so taka zelo lahka poročila, ampak si v kontaktu s temi ljudmi, imaš z nekaterimi kvartalne kratke sestanke, z nekaterimi na pol leta, stvar dogovora, ampak tukaj je skozi neka interakcija. Ampak v trenutku, ko ti podpišeš, predvsem kot poslovni angel, pozabiš na ta denar. Sklad je malo drugačen, zato ker ima politiko zadja. In tudi v stvareh, pa kljub temu, da skladi seveda vedno odpisujejo naložbe, je nekaj takih naložb, ki res blazno potegnejo in vrnejo sklad nazaj ali pa še celo naredijo velike donose. Tam si manj lahko privoščiš, zato ker že v bistvu delaš lijačenje že na začetku zaradi teh svojih. Kot angel pa ti, zato ker si razpršen, res lahko naletiš na vse in moraš pozabiti, enostavno moraš pozabiti. Ta fit mora biti, seveda, tako kot praviš, pa si mislim, ja, super je, pa dobri odnosi, pa to, ampak ravno zaradi tega, ker je tu veliko čustev, tudi zraven so ti odnosi še malo bolj kompleksni v bistvu. Ni strictly biznis, malo je, mislim, je biznis, ampak kup enih odnosov, tudi čustva, temu se verjetno ne morete izogniti. Absolutno, da ne, zato je pa zelo pomembno in to je nekaj, kar jaz vedno bom rekel, sem glasna ali pa mogoče komentiram, pa me nekateri pol noče slišati, da Slovenci imamo uspešne podjetnike, ampak imamo zelo obrtniški mindset. In ta obrtniški mindset je vezan na to, da vse vemo, kaj to pomeni. Ena oseba ve vse, vsi ostali so pa samo skoraj malo kasužnji, oziroma da se močno v Sloveniji ni kulture podjetništva, zato se tudi ne loči, da če si ti lastnik, nisi CEO oziroma direktor. In da jaz kot vlagatelj se ne morem vtikati v stvari, ki so na nivoju direktorja. Jaz lahko vprašam, zato imam redne mesečne ali pa kvartalne ali pa polletne sestanke in absolutno lahko pomagam, ko dobim pobudo strani direktorja, lahko je tudi ta direktor isto tudi solastnik, ampak ko se on obnaša kot direktor, je direktor. In jaz kot lastnik je prvo pravilo, da se ne vtikam v operativne stvari podjetja. Jaz moram vedeti, kaj je moja vloga. Jaz sem solastnik. Jaz nisem ne managing direktor, se pravi, ne direktor, nisem ne vodja, nič nisem od tega in nimam pravice, da se v to vtikam. Problem je, ko se naši ljudje, zdaj bom rekla, ali so to angeli investitorji ali pa kdorkoli v teh tudi strateških prevzemih, začnejo vtikati na te nivoje. In seveda, kaj podjetnik naredi? Ja, postavi se na okope, zato ker on je vsak dan v operativi, ima 101 problem, pa mi pridemo pa težimo z nekimi stvarmi, ki je mogoče on že 4 korake pred nami.
Tako da jaz osebno vedno imam način pa vlogo, da pomagam, predvsem, ko me prosijo, da na tistih rednih reportih, ko dobim, vprašam, tukaj ti pa lahko pomagam, tukaj, ali pa pokličem, kako si to, kaj. Grem na vsake toliko na kosilo, dobim vse, pomagam z nasveti, če znam. Seveda velikokrat najboljši founderji te že 6-krat prehitijo, ker ti nisi v tisti operativi njihovega biznisa in tako je prav. Ampak da če drugega ne, da imam tisto normalen, spoštljiv odnos, da vejo, tukaj sem zate, če me rabaš, če drugega ne, da odpiram kakšna vrata, da povežem s tujino, da ne vem, karkoli, in to je to. In to je moja vloga, Kar se tiče z moje strani, če pa dobim jaz pobudo strani podjetnika, pa je pa to druga zgodba. Takrat je pa prošnja. Tako da jaz mislim, da je to ključno, da se to spoštuje. Ne, da če smo lastniki, pa lahko delamo, kar hoče, bomo pa imeli nadzor nad računovodstvom. Ne moreš ga imeti, to ni stvar lastnika. Lastnik je lastnik, imaš pravila korporativnega upravljanja, kljub temu, če je startup podjetja, in imaš vodjo, to je direktorja, svojo ekipo, ki ji moraš zaupati. Se to spreminja, gre na boljše. Mi imamo seveda kar nekaj uspešnih družinskih podjetij, ki so prišla do nekega tega nivoja, pa verjetno tudi s podobno miselnostjo, o kateri govoriš. Ne vsi. Ne vsi, odvisno. Ampak tudi tako očitno se da, ni pa to verjetno najboljši primer. Da se, absolutno, ni pa to. Mislim, to je tako, tukaj ta prva stvar te začne bremzati pri rasti. Pa lahko je podjetje zelo uspešno, to nič ne pomeni, ampak kaj bi šele bilo, če tega ne bi bilo? Na ta potencial, ki je izgubljen. Ko ti pač v bistvu veš, kaj je tvoja vloga. Jaz bom tako rekla, da pa če ti človeku ne pustiš dihati, kako bo svoj potencial pokazal. To je tako, kot s svojimi zaposlenimi. Če jih ti ne spodbujaš, ne verjameš v njih, konec koncev se morajo tudi zmotiti. Prav, smo se vsi zmotili. Kako lahko to rešimo, kako lahko pomagamo, gremo naprej. Kako bo potem founder uspešen, če se pa vsak jutro mora zbuditi s smokom v grlu, da bo spet prišel investitor, pa mi bo težil. To ni namen, mi nismo tukaj za to. Mi smo tukaj zato, ker v neki več verjamemo v tem podjetniku, podjetnici, v tej ekipi. Ker je to, ker smo malo drugačni tudi v razmišljanju, ker želimo take stvari podpirati, ker nam je to ljubo, ker imamo ta, če hočeš, deva reči, malo nagona poslovnega, da je treba še to, kar smo mi dali čez, dati nazaj, pa pomagati. Ampak jaz mislim, da ta mindset se spreminja, gre počasi. Vidim pa, da v podjetjih, ki imajo to urejeno, se pravi, ker so jasne vloge, kdo je lastnik, kdo pa zdaj operativna ekipa, je rast popolnoma drugačna. Popolnoma drugačna, tudi kvalitetnejša, z manj stresa, pa predvsem vstop na tuje trge lažji. Super. Ampak tako jaz razmišljam. Jaz mislim, da to razmišljanje, saj iz moje prakse, ki sem jo pokazala, ni napačno, ampak če ti ljudem ne daš powerja, ne boš dobil powerja nazaj. To je daš igra. Jaz sprašujem tudi zato, ker Slovenija je vendarle dežela nekih družinskih podjetij, pa verjetno je prav, da se s prenosom med generacijami tudi neke stare prakse, ki niso pač prelomijo. Zato, da narediš prenos, da narediš spremembo. In tukaj mora biti zelo čisti res. Seveda tranzicija je umestna, potem mora pa to iti naprej. Ker pa se tako, kot vemo, mi tudi s tvojih staršev nismo razumeli, naši otroci nas ne razumejo in tako naprej. To je generacijska stvar, ki mora biti in tako je prav, ampak v poslu moš pa pol vedeti, kje je tvoja vloga, pa kdaj se vtikaš, kdaj se pa ne. Izrednega pomena. Pač ti podjetniki, founderji, saj naši pri startupih, oni morajo imeti krila, da letijo, oni morajo zelo verjeti v to, kar delajo, bistveno več morajo sanjati, kot mi. Naša naloga je, da jih podpremo, kjerkoli lahko. Polkaj pač, če pa problem, pa tudi pomagamo. To je to. Dajva še malo bolj konkretno, imensko, daj izpostavi, kak ti veš, koga lahko meniš, koga ne, kak res dober primer, govorila sva prej, nekako se vedno tvoje ime povezovalo tudi z malimi junaki, pa dobro, rekla sva ne raje omeniti, pa tebi se to zdi mogoče malo zvajano, ampak ni nepomembno, ti si bila takrat ena redkih ljudi, ki si prepoznala potencial v zgodbi, ki je na nek način že v dobi, zato zdaj to omenjam, dobi digitalizacije, se začela ukvarjati s tiskanimi knjigami,
Mislim, moramo omeniti, sorry. Okay. Glej, Ne, v bistvu, kak si takrat to, mislim, odkot, kaj je bil takrat moment, ki te je prepričal? V bistvu je bilo tako, jaz sem takrat na poslovnih angelih aktivno bila tudi tako malo interno zadolžena, da sem skautala dobre startupe. Takrat smo bili v eni taki mogoče luknji, ki se je vsta kripto zadeva zelo dvigovala in vse tako naprej. In so bili ti SaaS startupi, se pravi software, boh ne daj pa nekaj nakodov s knjigam, tako zelo na stranskem tiru. Ampak mene sta te dva founderja, se pravi Mic pa Rado, prepričala, ker sta bila tako v bistvu konzervativna v hvaljenju, v napovedih in tako naprej, ampak za vsako stvar, ki ste pa govorila, sta pa točno vedela, zakaj. In v bistvu zelo hitro sem jaz ugotovila, da knjige niso, v bistvu knjige so bile produkta, ampak da donadva imata v bistvu logiko v tem softveru, ki bo tiste čase, se pravi, to je že 10 let nazaj, 10 let, ja. Da imata v bistvu sta gradila ta softver za v bistvu personalizacijo akterjev. In kaj je bilo to? Na koncu je to prišlo do tega, da ta softver je omogočil, mislim, da pa zdaj ne me za besedo držati, ampak milijon opcij za eno, recimo za Nino. Neka taka absurdna številka, ampak to niso heci, to je že pol laufal na superračunalnikih in tako naprej. Kaj je bilo to tudi pomembno? To je bilo zelo težko zlomiti kot konkurence. In ko smo v bistvu mi takrat investirali v to, je bilo 6, mislim, da svetovnih konkurentov, ki so dobili abnormne milijonske investicije. Če se prav spomnim, pa če me spomin ne vara, samo še en dan živi, medtem ko so mali junaki še vedno lideri na vseh trgih, kjer so. Njim je pač Amerika je res močen trg in tako naprej. Zakaj? Zato, ker sta pač fanta, ki sta bila kor te ekipe, zgradila dobro ekipo, ki sta razumela, ki sta znala pivotirati, znala sta odreagirati in tako naprej. Je bil pa to en tak primer, ki ga en tak, bom rekel, za tiste čase splošno Agata pogledati ni hotel, ker je bilo brez knjige, brez veze. Mislim, zdaj vse digitaliziramo, zdaj bomo pa knjige investirali. Ampak ja, fanta sta bila vredna vsega truda in tudi to sta dokazala in sta ena dobrih slovenskih zgodb, ki danes še vedno pač deluje kot zdaj, pač ni več startup, je to že kar podjetje, Oranka, na vseh teh svetovnih trgih. Zdaj pa kaj lahko izpostavlja? Daj še kako, ja. Ena mojih, zdaj pa že pismo čas hitro teče. Ena mojih dobrih naložb, ki imam res rada, predvsem spet zaradi ekipe, pa zaradi postulata founderja je SalesQuiz, ki takrat, ko sem jaz v bistvu Leona spoznala, je bil na enem dogodku, je pitchal, jaz sem bila v bistvu ocenjevalc pa mentor teh pitchov in jaz sem zelo rada proizvodna, pa če obožujem procese in tako naprej in sem tako razumela, kaj dela. Skratka, takrat, ki je prišel do mene, oni so imeli konfigurator kot v bistvu konec ali pa front-end produkta, kjer si ti za proizvodne, ki imajo sestavljive produkte, lahko skozi ta poklikanje, kaj si hotel v bistvu naročiti, so oni v zadnji šefov proizvodne že naredili kalkulacije, kako mora on organizirati proizvodno, zato da bo optimalno. In v bistvu prihranki, ki jih oni delajo, so res absurdni. Danes so v 30 državah, delajo konkreten ARR, se pravi annual recurring revenue, iz modela, ki je bilo svetovanje, pa subscription, so prišli na do it yourself model, se pravi čisti subscription. Ne vem, koliko to vmes pivotirali ekipo, ampak Leon, ki je se pravi CEO za svojo ekipo, ožijo tudi Ajda, pa Tilen, pa vsi delajo izjemne stvari v zelo, zelo težkem industrijskem segmentu. Seveda podjetje je potem dobilo tudi A runda investicije iz tujine, podjetje smo potem preselili v USA, v Delaware in tudi v bistvu začeli močno pušati USA trg, plus mislim, da celo Brazilija in tako naprej. Skratka, to je en case, potem lahko izpostavim ekipo CryptoUnityja, odlična ekipa, vsi mislijo, da delajo kripto, ne delajo kripta, naredili so aplikacijo, ki si jo vsak Slovenc lahko dol zloada, ki se imenuje CryptoUnity za učenje investiranja. Ampak začeli so z assetom ali pa z sredstvi, kot so kriptonaložbe.
In kaj so oni naredili? Oni so v bistvu z nič denarja, takrat, ko smo jih mi zinvestirali, to je že eno leto nazaj, v bistvu imeli zelo, zelo dobre rezultate na metrikah, zelo, zelo malo izpada tega črna, se pravi, ljudi, ki so prišli na aplikacijo, pa bi odšli. Zakaj? Zato, ker se je izkazalo, da tisti, ki grejo čez ta izobraževalni moment, ki se ves čas izobražujejo, imajo v bistvu zelo dobre donose. In tam ti lahko investiraš s 50 €. In v bistvu ekipa je danes zdaj začenja odpirati Ameriko, dobila partnerja za v bistvu vse licence, prisotna, mislim, da tudi nekaj malega v Španiji, pa en prvih caseov, ki pa, to pa moram povedati, ekipa vrhunska, zato ker je tako odzivna, poštena, pridna, naredijo se stvari, poslušajo trg, se učijo in tako naprej. En od prvih caseov, ki smo po dolgem času naredili, da smo ga zinvestirali Slovenci, Makedonci pa Gruzici, kot poslovni angeli. Plus tega pa, ker imamo na Angelih tudi inicijativo Adriatic Investors Young, ki je namenjena pa tako, če hočeva reči, podmladku angelov, mladim študentom, alumnajem pa tudi dijakom, kjer se učijo sve tako, kot mi, investiranja, pa so del naših dogodkov, pa imajo svoje dogodke, pa imajo tudi izlete, pa konference, pa tako naprej. Plus to, da imajo pa omogočen, da lahko investirajo z majhnimi deleži od 100 € naprej. V investicije, kamor smo mi angeli šli, se pravi, da smo že pregledali pa naredili domačo nalogo, skrbne preglede in tako naprej. No in CryptoUnity je pa tudi en takih caseov, kamor so pa ti naši, mislim, da jih je 6 ali 7 že teh naših podmladka, članov, mladih študentov, dijakov, vložilo svoj prvi denar. Tako da veliko se dogaja, zanimivo je bilo, ko smo to inicijativo začeli smo z enim preprosto misijo. Mi čez 10 let moramo imeti ljudi, ki bo sposobni delati v tveganem svetu tveganega kapitala. Ljudje tega ne poznajo še vedno, tudi študenti to zelo slabo poznajo, no? In smo začeli s to učno krivuljo in je zelo zanimivo, da se, ko se začnejo odpirati te horizonti, pa po drugi strani te blokade padati, kako so naši študentje dojemljivi, kako se hitro lahko učijo, počasi bomo to začeli s tujino povezovati in tako naprej, no. Ampak ja, da so prišli lahko do prvih svojih investicij. To praksa tudi v tujini sicer. Mi mislim, da smo prvi, ki smo to naredili. Ja. Povezali smo tudi cel Balkan, v bistvu smo zaradi tega, ker na Balkanu je zelo veliko vlagateljev, bilo je manj denarja, ker države niso tako razvite v tej sferi. Smo naredili inicijativo Adriatic Investors in v bistvu je misija, da čez 5 let, upam, da držim pesti, bomo največji investicijski hub v Evropi, ker imamo pa potencial, da to postanemo. Tako da cel kup nekih stvari, kjer so še dobri startupi, Tofund, ta je iz našega sklada, startup, ki je v bistvu ima 2 konkurenta na svetu, to oba sta Američana, podaljšuje življenjsko dobo donirane krvi. Danes, ko mi kri doniramo, tako maksimalno preživi tam nekje do 40 dni, ampak to je že redko katera, potem pa v bistvu to kri mora dati stran, zlite mora stran. No, Američani z velikimi investicijami spet so obojni, nekje tam okrog 45 dni prišli. Pa dajmo reči predpostavka, da ker jaz zdaj tukaj nisem ekspert, da nam je zdaj kaj pametna, se pravi, kar se tiče medicine, da je kri tam nekje 30 dni, ne? Se pravi, so podaljšali za 15 dni. Ne? Ta naša ekipa je podaljšala to že v tej zelo zgodni fazi, 3-krat na 90 dni. Tako da imajo zelo velik interes investicij iz tujine, interes za dual use in tako naprej. To je tudi ena taka stvar in to je slovensko znanje. Mislim, mi ne smemo podcenjevati, kakšne izjemne ljudi imamo. Ne? Potem imamo startup, ki nosi patent za celjenje diabetičnih ran svetoven. Potem ima cel kup stvari, sploh preveč jih je, da jih naštevam, ampak res, pred kratkim smo zdaj ravno, kar smo zaključili investicijo v podjetje Fresh 32. Inovacija so čist preprosta, ampak zelo učinkovita krtačke, ki so brizgane v enem kosu v gumi, ker ti glavo menjaš, ampak ta guma je pomembna zato, ker ne poškoduje dlesni. Ker v bistvu preprečuje cel kup enih problemov, dlesni pa stika zoba in tako naprej. In nas je, mislim, da tudi 6 ali 7 investitorjev vložilo
skupaj z 2 skladoma, en hrvaški sklad pa en slovenski sklad. To je tudi ena takih stvari. Tako da lansko leto smo vložili v podjetje Astral 8, vrhunska stvar, skupno mislim, da je bilo zbranega 1,5 milijona. Spet slovenski sklad, South Central Ventures, pa poslovni angeli, tako slovenski kot iz tujine, ZDA. Kaj ekipa počne? Ta ekipa je danes v ZDA, zato ker ima software za obveščanje pa management ob nesrečah, se pravi za policijo, za gasilce in tako naprej. To so stvari, ki so v USA-ju za plačati, pri nas to uporablja tudi civilna zaščita, en del, ampak mislim, da takrat je bilo to pilotno, no? Ta ekipa je zdaj to se na novo naredila za ameriški trg, tudi imajo zdaj že prve prodaje in tako naprej, tako da imamo res izjemne founderje. Pa sem verjetno še koga pozabila, tako da... Zagotovo, ne, to se mi zdi super pokaže, ne, to neko raznolikost tega okolja, v bistvu pa res kakšne ideje, na katere marsikdo niti ne pomisli, ne. Ja. V bistvu tu pa nekdo pa naleti na ta problem, razvije rešitev, znanje, ki ga omenjaš, to je po moje neprecenljivo, ne, v bistvu. Lahko to pripisujemo čemu, ne nazadnje ne vem, mogoče tudi nekemu dobremu izobraževalnemu sistemu ali pač gre za izjemne posameznike, ki stopajo v nekih pogledih. Je tu kakšne vzporednice mogoče? Ne, jaz mislim, za to posamezniki, ki so z določenimi stvari nezadovoljni in sami najdejo rešitev. Dejansko so toliko proaktivni, da naredijo korak več. Moraš imeti malo te žilce podjetniške, moraš biti malo... To so osebe, ki niso za službo od 9 do 5 ali pa od 8 do 4. Pa s tem ni nič narobe. Imamo ljudi, ki imajo radi to, pa neko sigurnost, imamo ljudi, ki ne. Mi smo v bistvu ti risk takerji, ki radi skočimo v vodo, ki ne vemo, kaj je noter, smo pripravljeni veliko riskirati in te podjetniki imajo to infiniteto, se pravi, verjamejo v to, kar je problem. Nekateri tudi po par podjetij naredijo, ker pač vsaj ne uspejo, ampak po na koncu uspejo, ne. Ampak imajo skozi tam, mi temu rečemo drive, ne. Skozi jih nekaj vleče naprej, neka razvojna stvar, nekaj, kar jim ne da miru, ki so pripravljeni za to cele dneve delati, konec koncev nekateri tudi vse svoje stvari prodajo, zato da v podjetje vložijo. To je res ta velika participacija posameznikov, ne. Zdaj je to šolski sistem, ne bi si upala trditi, da je to šolski sistem. Definitivno potem na šolski sistem da neko širino, bistveno manj da tega aplikativnega pristopa, to je moje osebno mnenje, ampak če pa nekaj, pa imamo delovne navade, to pa je dobro, ne. Jaz mislim, da to moraš imeti kar malo v sebi, no. Tudi ta majhnost Slovenije mogoče igra neko vlogo na nek način? Ta majhnost Slovenije je v bistvu ful dobro. Ja, to sploh ni izgovor, to je v bistvu zelo dobra predispozicija, zakaj namreč vsak slovenski startup, ali pa če hočeva reči iz regije, ne, zato ker smo majhne države, pa predvsem mlade, je naš vsak startup internacionalno naravnan že takoj. V bistvu, ko pride do recimo, če rečemo zdaj, ne, pač Amerika je najbolj razvita, kar se tega tiče, ali pa bom tako rekla, Slovenci ali pa naš del Evrope se zelo rad poistoveti, pa se zelo močno navezuje, gradi mostove z Ameriko, ne, kot startup ekosistemom. In v bistvu en slovenski startup ima običajno že par držav, ki so različno govoreče, druge jurisdikcije, drugačna klientela, drugačna kultura, ne. Američan ima pač Ameriko, ne. Seveda, tudi tiste države niso vse iste, ne, ampak prilagoditev je bistveno manj, ne. Pri nas je pa tako, da ko gre, ne vem, karikirano v sosednjo Avstrijo, praktično na novo še enkrat podjetje zgradijo, ne. In to je cenjeno, ne. Startupi, ne samo slovenski, tudi evropski, ki imajo več trgov, so cenjeni, zato ker so že tokrat riziko dokazali in so v bistvu dokazali ta product market fit, ne samo z vidika produkta, ampak tudi to, da na trge lahko druge grejo in da zadeva grabi, ne. Tako da to, da smo mehni, je v kvečnem prednost pa slabost. Estonci so še manjši, pa so number one. Ne, tako da so očitno da. Res je. Ne, se ravno z tega smisla, da te ravno to potem prisili, ne, in to je točno to, kar še moraš, ne. Ja. S tem, da oni so se odločali, ne, takrat, v katero smer bojo šli kot država in so rekli, mi bomo šli v inovativnost. To je bila pač agenda države, ne. Mi pa posledično zaradi tega, ker smo pa tako inženirsko dobri, ker imamo to kulturo, to zaledje, konec koncev tudi uspešne slovenska podjetja so vsa inženirsko zelo močna, se smo poddobavitelji, pa direktni dobavitelji
samim tehnološkim podjetjem. a ne. Imamo pa za tega tukaj prednost. a ne. Tako da to, da smo Slovenci, ni nič slabega. Da, še o samorogih, ki so jih že omenila. Mislim, da ta outfit je nekako ta naš tron tukaj. Ne vem, mislim, težimo, vedno znova se sprašujemo. Ne. Mogoče kaj sploh unikorn je, da povejo za tiste, ki ne vejo, ampak težimo k temu, da bi imeli še kakega tipa, praviš, ni nemogoče, da ga bomo imeli, lahko da tudi že kmalu, ampak ne bo slovenski, ne. Zna pa biti slovensko ekipo, recimo. Tako da, to je neka mogoče bolečina pri nas, ne. Ampak ta outfit je res bil izjemen primer, ampak je edini. Mislim, zdaj to tako, ne. To je zdaj stvar debate, ne. Uradno je unikorn, se pravi, to je podjetje, ki je vredno več kot milijardo, se ocenjuje. Outfit 7, ampak mi v bistvu v našem startup svetu beležimo še se pravi HTT Pool, pa mislim, da Sportradar, pa bivša Zemanta, ki zdaj ima že neko tretje, ki ni več niti Outbrain. Ne, tudi ni Outbrain, ampak v glavnem te 4 tretiramo kot slovenske unikorne. Kljub vsemu, da to nobeno slovensko podjetje. Se pravi, uradno, ne, se pravi, to je zdaj spet stvar debate. Jaz, ko sem v tujini, se skregam z vsakim, ki reče, da nimamo unikornov. Seveda, da jih imamo, 4 imamo, ne. Zakaj? Zato, ker če ti trčeš na državo, pa predstavnike, ki imajo doma unikorne, potem je to seveda lahko nikoli končana debata, ne. Je pa tako, da tudi Estonci, ki mislim, da jih imajo zdaj 11, imajo samo enega doma, to je Bolt, ostali so vsi v ZDA. No, mi imamo pa tudi v bistvu te naše, ampak so estonske ekipe in isto velja za nas. Se pravi, imamo 4 samoroge, ki so bazirani v tujini, ampak so to slovenske ekipe brez zadja, ne. Ni to za zanemar, to so veliki uspehi slovenskih ljudi. Te stvari ni lahko zgraditi, predvsem zato, ker so to določeni naredili, mislim, da je bil outfit 7 let, se prav spomnim. Ja, zelo hitro. Zelo hitro, no, da bo ki narobe rekla. Ja. No, ampak v glavnem, to niso hecija, ne, tako da to je za spoštovati, lahko smo ponosni na to, premalo smo Slovenci ponosni na uspehe v podjetništvu. Je to neka zavist še vedno? Ali pač... Kaj pa vem, ne vem, jaz vedno pohvalim, tudi v tujini, ker sem se absurdno hvalim s to našo lepo Slovenijo. Mislim, da vsi pol mislijo, da živimo v raju, vse živimo v raju, a ne. Slovenija je lepa za živeti, ampak tako, če toliko slavimo planico pa šport, jaz večkrat rečem, dajmo to mentaliteto prenesti v podjetništvo. Bodimo ponosni, da so podjetniki uspešni. To ni lahka stvar, da priješ do tega. Te ljudje garajo, konec koncev iščejo denar od vlagateljev. To ni lahko, to je tako, kot služba, da dobiš denar. Ljudje ti mora zaupati. 1 na 100 dobi mogoče investicijo, ne. Potem pa iz tega denarja dvojna odgovornost, da iz tega nekaj narediš. Se boriti s stvarmi, ki so mogoče v klasičnem podjetništvu, gre lahko malo počasneje, kle mora iti zelo hitro, pritiski od vlagateljev do trgov, do tega in tako naprej, ne. Ker pač vstopajo v vode, ki niso znane, ne. Ko ti delaš nekaj, kar na trg že ima obstoječe rabi, potem veš, kaj je približno potreba, ne. Kle morajo pa to preveriti, ne. Tako da globoko spoštovanje tem founderjem, globoko spoštovanje vsem tem, ki so ta podjetja naredili. In jaz mislim, da bi mogli biti, kot če zdaj greva na Hrvaško, sva prej omenjala, zelo mogli biti ponosni na svoje uspehe s podjetnikov, a ne. Meni se veliko zgodi, ko prijem na Hrvaško, ne. Za ljudi, ki vem, da recimo primer, Murimac nekaj ni všeč, pa mu nekaj pri Infobipu ni všeč, ne, pa komentira, ne. Ampak, bom pa jaz rekla, kaj čez to. Ne, to pa ne. To je pa naše, to so pa najboljši in tako je prav. Tako za otroka velja. In tako je prav. So ponosni na to, da imajo ti 2 podjetji veliki, da bojo imeli uspešne nove startup podjetnike, ki bo to in tako bi mogli tudi mi delati. Mi bi mogli te ljudi slaviti, ker konec koncev obračajo denar doma, ker ljudi imajo tukaj, ker ustvarjajo službe za naslednje generacije in tako naprej. Ne? In to bi si jaz želela, da planico prinesemo v podjetništvo. Ta vibe. Ja, planica, seveda in športa nasploh, tako da ta podcast izide v tednu pred
podiumom, ta podium okej. moramo omeniti, ker si ti vsako leto, da tudi Maribor postavljamo na nek način na ta zemljevid, ne. Tako da kaj tebi pomeni ta stik tukaj z temi res startupi v relativno zgodnih fazah, ne. Pa niti niso vsi zgodna faza, zdaj naš podium je zdaj, lahko rečem, naš, ki je slovenski, ekipa, ki pač dela podium, dela abnormno dobro, dela take dogodke skupaj, da to ni hec. Mislim, da prije 1000 ljudi plus vsako leto, 700 startupov se je letos prijavilo iz cele Evrope, to je tako, bravo fantje in dekleta, a ne. Kaj meni pomeni? Prvo je, da je to stvar, ki jo must have moraš podpreti in moraš biti tam. Seveda, če si le doma. Pač mi gremo vsako leto tja. To je pač nekaj, kar je zunaj klasična mentaliteta, klasičen apostol, da ti greš pa podpreš domače dogodke. Drugo pa je to stik, da se z drugimi vlagatelji, ki z nekaterimi iz drugih držav se ne vidimo pogosto ali pa vsake toliko časa, pa je podium tisti trenutek, ko se imamo čas vse spiti kavo, pogovoriti in tako naprej. Ker tudi seveda mi vlagamo skupaj z različnimi, a ne. Pa da dejansko prideš do dobrega pipelina, mi temu rečemo, se pravi do potencialnih novih naložb, zato so tudi te deal roomi, se pravi sobe, pač prostor, ki je posvečen temu, da imaš sestanke s startup podjetniki, ker ti oni to predstavljajo in tako naprej. Tako da se veselim podiuma letos. Vsako leto je zelo naporen, smo vsi zelo utrujeni, ker je pač res od jutra do večera startup, ti so tako običajno še pojesti ne moreš nič, zato ker te skozi nekdo cuka, ampak tako je prav. To mora biti podium postaja en, mislim, da kar celo največjih regionalnih dogodkov, ki je prepoznan in to moramo nadaljevati. Mi se ga veselimo vsako leto, tako da mislim, da je to že kar repertoar naš. Ja, absolutno. Vsako minuto tam res moraš izkoristiti. In jo uspeš, v bistvu, ker dobiš ljudi, sedeš se z njimi, tam so ti hitri sestanki, ne, se teste načeloma, ampak tam je ta speed dating, tam res moraš prepoznavati, na kaj si najbolj pozorna, recimo. Jaz osebno se pravim na ljudi. To tudi tam velja pač. Ja, mislim, zelo hitro preveriš, pa to. Tam je sicer 15 minut, ne, preden se predstaviš, pa to zgubimo že vsi skupaj 5 minut, ampak tudi kaj je pol, ko je konec sestanka, prosijo povejo, kaj je naslednji korak, predlagajo, sem rečejo hvala, pa je to posebej visi v zraku, ne. Se pravi, kje je ta proaktivnost, ne, koliko res dejansko razumejo to, kar počnejo, sploh vejo, kaj imajo res v rokah, znajo to predstaviti, koliko stojijo za tem, valjda pa gledaš poslovni model, pa tako naprej. Nekaj te zelo standardne stvari, ki so v našem svetu, a ne. Pa če je ekipa, pa kdo je ekipa, pa če ni, pa kaj so plani za ekipo, pa tako. Ampak v tistih 15 minutah je to samo res za okus. V bistvu se po teh dogodkih, ko imamo kosila, pa vse, ljudje sedimo, stojimo skupaj, jemo in se pogovarjamo, tam se šele tisto pravi meči zgodijo, ne. Ker so pri dogodkih še eno konferenco, ki jo tudi soustvarjate, kreirate, v bistvu, ne. Investors Edge mora omeniti, ta bo junija. Ta bo pa junija, letos v Novi Gorici, ne. Tako, zdaj smo pa mi rekli, tako smo bili malo drzni, pa smo rekli, ne bo vedno vse v Ljubljani. Bravo. Maribor je zdaj že zaseden, ker je podium in seveda tukaj podium rula in je tako prav. Lansko leto smo sicer imeli na Bledu, pa se je izkazalo za super, ampak je bila zima, tako da je bilo fajn. Pa smo rekli, nič, pa gremo mi pa na drugo stran, da pokrijemo celo Slovenijo in smo zdaj to leto zdali v Novo Gorico. Prostor bo odličen, prihajajo govorci, panelisti iz, mislim, da 20 plus držav, od Egipta, ZDA, Estonije, Finske, Švedske, Italije in tako naprej. Je pa ta konferenca namenjena vsem, ki jih zanima vlaganje. Se pravi, tukaj ni startupov. Če je podium res krovni dogodek slovenski, celoletni za startupe in investitorje in ta medsebojne odnose, je pa naš dogodek namenjen izobraževanju pa povezovanju vlagateljev, tistih, ki jih to zanima, pa se s tem mogoče malo igrajo, pa v mislih pa bi si želeli to več spoznati, tistih, ki so se ravno za to odločili, pa so postali zdaj sveži vlagatelji in rabijo znanje, pa spoznavati morajo nove ljudi, in tistih, ki smo že v tem svetu in v bistvu ves čas nadgrajujemo svoje znanja in pa povezave. Tako da, kogarkoli to zanima, dobrodošli, da investorsedge.eu, evo.
dobrodošli, super. Da, zdaj še to umetno inteligenco moramo. Nisva še, po moje pogovora, gledaj, urca, dobra. Nisva še omenila umetno inteligenco. To je tudi nek dosežek v teh časih, ne? Ampak... Ker smo prežeti že s tem. Tako da, daj povej, kakva bo vloga, je vloga že umetne inteligence pri... Ja, v bistvu je tako, no. Z umetno inteligenco se je že, pa mislim, da zdaj že ta val mal minil, ampak če rečeva lansko leto, ga ni bilo piča, se pravi predstavitve startupa, ki ne imel AI-ja not. Mal manj, ker smo bili že na tem, da zdaj nohte z AI-jem delamo, ne. To se vedno zgodi v teh valovih in to tako je, ne. Ampak isto je bilo s kriptom, pa isto je bilo z Web 0.3 pa tako naprej. To je pol rata tak buzzword, ne, ker vsi posod to dajo, ker mislijo, da vlagatelji to morajo slišati, ne. Drugače z vidika investiranja je AI commodity, se pravi nekaj, kar je za nas, ne vlagamo direktno v AI, ampak vlagamo v bioteh, ki ima rešitev z AI-jem, pa v, ne vem, v kvantum, ki ima AI, pa v sport, ki ima AI, se pravi v kombinacijo, kjer je AI podporna komponenta ali pa tehnologija, na kateri neka končna zadeva nastaja, ne. In to pa je zdaj že močno prežeto, sicer tukaj je tudi zelo veliko, čez dalje več previdnosti, zato ker je tudi pač toliko poplava vsega. Ampak ja, v bistvu je tako, da jaz zdaj lahko rečem pri nas v našem skladu, pa to, kar pri Angliji gledamo, ne, v bistvu je pomembno, kaj je tisti končni produkt, pa potem, kako je ta AI vpet noter, ne sam AI kot tak, no, tako. Je pa pač so, tako, kot si rekel, naša življenja prežeta s tem, ja. Si ti lahko kakorkoli pomagaš z AI-jem, ko govorimo o investiranju, ta del me zanima, veš, govoriš o gut feelingu, o nekem nosu, občutku. Gut feelinga AI ne bo nikoli znal. Se zato. AI je dober in vsi pomagamo, ko delamo skrbne preglede, ampak v bistvu za te stvari, če smo prej to delali, pač si šel v browser, v Google, pa si šel v Google trende, pa si iskal, ne, veliko tega dela, da ti narediš skrbni pregled. In ga delamo, ne. Pač da pregledaš market trende, se pravi, kaj so na trgu trendi, kam gre industrija, statistike, in to ti pa AI lahko zelo pomaga, zato ker ti hitro strne stvari na način, ki jih ti rabiš, ne. To, kar je pač posod dostopno, ne, in ko imajo pač vsi isti pol podatek. Pa prihrani ta čas, ne. Ja, da v bistvu si privarčujemo čas in da potem se bolj ukvarjamo s tistimi stvarmi, ki se na te soft zadeve veže, se pravi na te mehke, ali so to ljudje, ali na neke, ne vem, veščine, karkoli. Ampak ja, si pomagamo normalno, absolutno. Mi imamo tudi pri našem skladu vse digitalizirano, so v bistvu od poročanja do vsega naši start-upi mailov ne pošiljajo. Njihov fokus mora biti biznis, ne da se z nami ukvarjajo. Tako da smo tudi to zelo digitalizirali, ker je spet neke vrste AI zadaj. In tudi na Anglih strmimo k temu, da v procesu, ko zbiramo idejo, smo čim bolj digitalizirani. Spet z AI-om. Ker pač čas je danes denar. Danes je edina stvar, ki je res močna vrednota, je čas. In ki ga ne moremo ne ustaviti, ne nadomestiti. Točno to. Lahko največ iz njega potegnemo. Kako ti upravljaš svoj čas, ker si omenjala, da včasih vsega preveč, ampak deluješ zelo sistemska, organizirana, na kak način? Ja, organizirano. Imam zelo, mislim, nimam zdaj zacementirano, ampak približno vsak dan sem isto v pisarni ali pa pač začnem dan. Potem delam kar čez cel dan, zato ker meni je to okej. Imam pa to zdaj v bistvu rutino, da za vikende pa pač v petek popoldne s telefon obrnem okrog. To pa imam in pač, če bo res nekaj smrtno nujenega, me bojo najdel. Brez telefona in pač imam jaz čas zase in za svojo družino. Tako nekako med tednom pa pač cela družina je vpeta v eno svojo aktivnost, tako da tudi jaz sem posledično in meni to ni stres, meni je to užitek. Zorganiziramo si tako, da pač zdaj, če govorim službeno, da je tudi med sodelavci, da imamo vedno, da vemo, kje je kdo, da pač spoštujemo tudi odsotnosti in tako naprej, pa da znamo delo zorganizirati in isto privat, tako da ne vem, nimam s tem težav. Se vem, zato tudi... Pa prioritete, ne. Absolutno, prioritete, to vedno znova poudarjaš. Tudi pri delu, ne. Kaj je zdaj res najbolj nujno in tega se te prvo loteš. Pa to, da imamo čas za kavo, to je pa zelo pomembno. Ok, super. Ja.
ker smo coffee loveri, vsi po vrsti. Aha, predvsem zato, pa ob kavi biznis ali ne biznis? Tudi biznis, včasih pa čist Odklop. leisure stvari, privat pa tako. Je pa eno od vprašanj, ki pride ljudje k nam za delo, a ne, pa so lahko tudi študenti, a piješ kavo? In napačen odgovor je ne. Namig, če... Tako. No in smo imeli tudi študenta, ki ni pil, pa je zdaj pije uspešno. Še to. Uspešno je pije, tako. Pa Dobro. tudi skuhati jo zna, tako da ja. Dobro, ampak Tako da mora pa- biti kava ali nadomestki kave? Ne, ki so- kava, Aha, okay. Kava, lepo aparat, ko treba, ročka. Dobro. Kaj se Ne, mi ja, pa danes tako imamo take male zadeve, ki malo tako ekipo skupaj združujejo, ampak je pa tudi pomembno, da ljudje imajo čas za kosilo, pa da seveda velikrat nimamo, ampak smo si sami krivi za to, pa da imamo pa čas, da se usedemo po eno, vsaj kavo spijemo. Pa lahko to čajno, ampak Okay. To še nekako toleriraš. še pogojno. Če črn. Ja, tako, pa zelen. Ker vem, seveda, da ne samo, da si zelo zaseden, ampak tudi, da znaš odklopiti, kar je verjetno. Tudi zato sem ti najprej, ko sem te povabil na ta podcast, poslal mail. Ne, ker vem, da ne pokličem in mi je bil všeč tisti auto-reply, ker ni dopuščal nekih možnosti, da se bo, ampak preprosto, da si nek čas nedosegljiva. Ne. In to ni, bom pogledala z zamikom, ne vem. Ni me. Tako. In to se mi je zdelo res prav. Ne, v bistvu. Zdaj nisem. Bo od takrat dalje spet, ampak zdaj pa ni in ne pričakujte ničesar. Zato, ker zdaj smo zgradili stvari, te, ki so, ne, in takrat si to lahko dovoliš, ne, ko pa seveda postavljaš večje projekte, takrat pa pač si seveda tudi tega ne dovoliš sam zaradi tega, ker veš, da je vsaka minuta šteje in da delaš in da si fokusirana, ne. Drugače pa ja, ne, in tudi za ekipo striktno strmim k temu, da imamo zelo preprosto pravilo. V koledar vrži vsem, da si out of office, sprejmemo ali pa damo pogojno, zato da vemo, da te ni, in takrat je pravilo, da ne diraj tega človeka. Ta človek, ta oseba je na dopustu. Če pove, da bo doma, da ima nekaj delovno, da je poklič me za to pa to, kar rabi ta oseba, ja. Drugače pa imamo pravilo, da to spoštujemo, in jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker ljudje se morajo spočiti, se morajo rechargeati, da pridejo nazaj. Pač naše delo je zelo intenzivno, tako da pri nas ljudje veliko delajo, imamo se fajn, ampak se morajo pa potem imeti tudi možno, da se napolnijo baterije. Tako. Kaj je tvoj nek ventil? Rekreacija? Te je vedno premalo, potovanja, morje, voda, morje, tako, to potovanja, ja, to je tisto, kar mene. Jaz lahko celo leto delam, pa grem, pa odklopam za 15 dni ali pa za en mesec. Tako. To je moj ventil, tako da nimam težav s tem, če res dolg delam. Ampak da stisneš, pa veš, da potem ta nagrada prije. Potovanja ali pa biti ob vodi, tako, no, tudi šport, še vedno premalo, več bi bilo treba, ampak ja, šport tudi. Okay. Pa ja, to je moj ventil. Pa familija. Jaz, ko zaprem svoja vrata, to je to. Super. Tam se jaz rechargam. Kaj je uspeh za te? Da si zadovoljen v svojem življenju. To. In moraš imeti načine, da to dosežeš, in to da se imaš vedno odlično, ne glede na situacijo. Ti si res človek, vem, da ti si vedno odlično. Vsaj rečeš, pa se mi zdi zelo iskreno. V bistvu. Zato, ker se mi zdi, da si znaš to narediti. Ja, veš. Nikoli ni tako, kot eni rečejo, tako od drugih. Vprašanje, mislim, odgovor na vprašanje, kak si, tako od drugih hočejo. To je verjetno najslabše možno. Kar lahko rečeš, ja. Ne, pač stoji ena slaba situacija, težka v življenju, ampak pač si moraš narediti za sebe dobro in iti naprej. Tako da tudi jaz mislim, da to... Si razvila nek mehanizem, kak handlaš te slabe situacije, ali odvisno od vsake situacije? Pač, mislim, da se kar z leti naučiš, nismo več 20 let stari, ne. Tako da se kar naučiš, na kaj sploh vredno reagirati, na kaj ni. Jaz imam zelo močno čustveno inteligenco, kar mogoče ni za biznis vedno dober. Aha, da ne. Ja, ne, zato ker pač kakšne stvari te lahko bolj prizadenejo, kot bi te smela, ne. Okay. Je pa na drugi strani ta čustvena inteligenca dobra, zato ker je za delo z ljudmi dobra, zato ker imaš zaupanje prej zaradi tega, ker ga znaš vzdrževati in tako naprej, no. Ampak jaz mislim, da se pravim, z leti se to kar naučiš, tako da neke stvari so totalno nepomembne, hladno zignoriraš in greš naprej. Super.
Evo, za konec, zadnje vprašanje, ki je vedno enako za vse naše goste. Aha, okej. Haha. A mi mora biti strah? Malo pa. Dober. Ne, tebe, ker imaš toliko izkušenj, mogoče bo izziv to izbrati, povedati, ampak kaj je bila neka najbolj boleča izkušnja. Lahko je bila tudi tvoja napaka v bistvu, ki pa se je kasneje izkazala za najbolj dragoceno lekcijo. Da si se iz tega mogoče največ naučila, pa da nekaj, kar je kazalo kot nek fail, mogoče na začetku je bila na koncu res dobra, res dober izhod, mogoče. Jaz bom tako rekla, na splošno, kar sem se jaz naučila v življenju, je, da ne smem biti predobra. To je pa spet to povem s to čustveno inteligenco. Jaz sem zelo človek, ki rad pomaga ljudem. Predvsem opazim zelo ljudi v stiski in tako naprej. Ampak to je drug aspekt. Ampak v biznisu ne smeš biti predober. To je bila moj največji learning curve, ki sem se ga naučila, da enostavno samo zato, da se bojo drugi počutili bolje, ti ne smeš kloniti. Ker pač ljudje to izkoriščajo. Tako da moraš imeti meje. To je bilo za mene zelo težko se naučiti, ker jaz bi vsem dala visoko plačo, pa vsem bi to, kar pač so tečni, reka, ja, v redu je, se razumem, pa tako naprej, ne. Ampak se zelo hitro naučiš, da to ni to, da pač ljudje na drugi strani ne razmišljajo tako kot ti. In da to ni dobro namerno, ampak slabo, tako da sem se to naučila. Je problem, da mogoče vidiš najprej vedno dobro v ljudeh, dokler te nekdo ne jaz v bistvu razočara, vedno pristopam prizadene. do ljudi na pozitiven način, ampak spet z leti se pa zelo hitro naučiš, da ti se radar hit pove, kdo je v redu, kdo pa ni, tako da prepoznaš in so ljudje, s katerimi se sploh ne ukvarjam. In to je najboljše. Naj bo tudi dober nasvet za vse. Hvala, seveda. Hvala, Nina Dremelj, Angelina. To. Hvala tebi. Imamo novo definicijo, res čast mi je bilo in veselje, ker se preredko srečava, pa sem res vesel, ampak glej, že tudi podimo nova prilika. Tako da, Tako, če ne super. pa nekako te spravimo v Maribor, Investors več, pa potem seveda Investors, neke prilike do priložnosti Še bova še našla bomo ustvarjali, da se tako, bova dobila. do poletja, potem jeseni pa itak dalje. Tako da, Super. hvala za pozornost, ne pozabite, kot smo rekli, se na podcast naročiti, da ne boste zamudili nobene naslednje epizode. Všečkajte, komentirate, lahko tudi kaj pograjate, če si to zaslužimo, absolutno si bomo vzeli k srcu in to spremenili. Sicer pa sledite nam na vseh platformah, na YouTubeu, Spotifyju in Apple Podcasts. Do naslednjič, naj bo uspešno.